Zdravo, moje ime je Jan, to je Excel za začetnike 11. del. Mogoče ste opazili spremembo frizure, ampak nič skrbeti. Manj las na glavi, pusti več prostora za znanje v glavi. Danes si bomo pogledali zaokroževanje s funkcijo Round. Dostop do datoteke, s katero bomo delali, pa je na voljo spodaj z linkom v informacijah v Google Drive. Mogoče se sprašujete, zakaj bi sploh za zaokroževanje potrebovali posebno funkcijo. Pa si pogledamo najprej tukaj eno naročilo. Vidimo, da imamo dva izdelka, oba s ceno 9 evrov. Naročili pa ju bomo 10 000. Pa pogledamo, koliko bomo za nju plačali. Napišemo je enako količina krat cena. In prenesemo formulo na spodnji stolpec. Ceni izgledata enaki, vendar v prvem primeru plačamo kar 4000 evrov več. Kaj se dogaja tukaj? Ti dve ceni dejansko nista isti. Če na njo kliknemo, vidimo, da je dejanska številka 9,4 in ne 9. Decimalna mesta so samo skrita. Z uporabo gumba zmanjšaj število decimalnih mest, ki se nahaja v skupini števila. Če zdaj z gumbom povečaj število decimalnih mest, povečamo število, vidimo pravi znesek. Ampak tudi če znesek skrijemo na nič decimalnih mest, bo končni rezultat ostal enak. Torej, ta metoda se ne uporablja za zaokroževanje. Pa si poglejmo zaokroževanje s funkcijo Round. Postavimo se v celico D10 in vanjo napišemo je enako kot za vse funkcije in napišemo Round, oklepaj, in si odprimo pogovorno okno z argumenti funkcije. V prvi polje bomo dali številko, ki jo želimo zaokrožiti, pa kar kliknemo na celico. Število števk pa nam piše tukaj v opisu, določa, na koliko decimalnih mest želite zaokrožiti število. Število števk nič bi pomenilo, da je celo število brez decimalnih mest. Pa kar kliknemo na celico C10 in kliknemo v redu. Če prenesemo na eno dol, nam zaokroži na 9,4. Če zaokrožimo na 2 decimalni mesti, bomo dobili 9,35. Zaokrožimo pa lahko tudi na negativna decimalna mesta. To pa, kot smo videli v opisu, na negativna decimalna mesta pa pomeni levo od decimalnega mesta. Pa poglejmo, kaj pomeni -1. -1 je pogledal torej številko 9 in jo zaokrožil na 10. Pa poglejmo, kako bo še zaokrožil na 2 mesti levo od decimalnega mesta. Zaokrožil je na 100. Preklopimo na delovni list brez vseh argumentov in bomo tokrat napisali funkcijo Round brez uporabe pogovornega okna. Pišemo torej Round, oklepaj, in zdaj izberemo številko, ki jo želimo zaokrožiti. Vpišemo podpičje, torej držimo Shift in pa stisnemo ikono z vejico. Nato ročno vpišemo število števk. Pa dajmo zaokrožiti na nič decimalnih mest. Vaje ponovimo in bomo zaokrožili na 2 decimalni mesti. Obstajata pa še drugi dve funkciji za zaokroževanje, to sta Round Up in pa Round Down. Poglejmo si najprej Round Up. V tem primeru bi nam navadna funkcija Round na nič decimalnih mest zaokrožila na 11, ker pogleda prvo decimalno mesto in vidi, da je to večje od 5. Spodnje decimalno mesto pa ni večje od 5, zato jo zaokroži na 10. Če pa recimo želimo, da naj nam v vsakem primeru zaokroži na najbližje zgornje število, bomo zato uporabili funkcijo Round Up. Pogovorno okno za Round Up izgleda isto kot Round. Lahko označimo število in bomo vpisali število števk nič. Isto kot pri Round je zaokrožil na največje zgornje število. Če zdaj z samozapolnjevanjem prenesemo formulo navzdol, bo tudi tale številka zaokrožena na 11. Round Down pa naredi ravno nasprotno, zaokroži navzdol. Pišemo torej Round Down, oklepaj, z miško označimo celico C7, podpičje in napišemo število decimalnih mest nič. Funkcija bo torej ne glede na to, kakšna številka je tu, zaokrožila navzdol. Če z samozapolnjevanjem funkcijo prenesemo navzdol, bo tudi tale rezultat zaokrožen navzdol. Funkcija Round je zelo pomembna, da se izognemo takšnim situacijam, ko bi namesto 90 000 plačali 94. To je bilo vse za danes, upam, da ste uživali v tem videu. Naslednjič pa si bomo pogledali pogojno oblikovanje. Zato se naročite na kanal, če tega še niste storili, in lajkajte mojo prenovljeno Facebook stran Office tečaji.